Mlad par na Gorenjskem je temno podstrešje preuredil v Svetov dom. Tam zgoraj je kar precej možnosti za rešitev prostorske stiske, ki pride s prihodom dvojčkov. Kamna Gorica je staro fužinsko naselje v občini Radovljica. V naselju prevladujejo nadstropne zidane hiše, predelane v 18. stoletju. V novejšem objektu, kjer je tudi pošta in kulturni dom, si je prazno podstrešje mlada družina preuredila v topel dom. Gospod Andrej, vi ste prišli sem kupiti ne stanovanja, ampak podstrešje. Kakšno je bilo takrat? Ko si odprl vrata, si videl klasično podstrešje, se pravi tema, pa na koncu 2 okna v steni. In ste imeli takoj vizijo ali ste se obrnili in šli domov? Niti ne, da bi se obrnil, videl sem, da je relativno visoka podstreha, pa širina je bila tudi kar idealna in sem dobil kmalu predstavo. Zvečer sem že risal, kako bi kakšno stvar. In potem je še žena prišla zraven z svojimi idejami in sva kar kmalu dobila tudi, bi rekel, pogum, da sva se odločila za nakup. Kakšen je bil pa njen prvi odziv? Ta prvi je bilo tiho, sicer ona je poznala že prostor od Brehka, je od tukaj, pa takrat ni imela glih raven kakšne pametne ideje, da bi iz tega se dal kaj narediti. Koliko časa je trajala obnova? Mislim, da slabih 11 mesecev. Delali smo od jeseni pa čez zimo. Zanimivo je bilo tudi to, da vmes je padla temperatura tudi pod nič, tako da nam je bilo prijetno pri srcu, zdaj pa ne. Tista zima je bila zelo radodarna za snegom. Padalo je čez 70 cm snega že na okna in to je bila tudi ena taka izkušnja, ker nisem vedel, a bojo okna zdržala, a ne bojo, to težo. Koliko okna ste pa potem vgradili, ker niso samo 2? Ja, sprva jih je bilo vgrajenih 21, plus terasa. Teraso smo odprli, nismo šli v klasično izgradnjo farčade. Praktično nismo iskali prostora, vendar svetlobo. Potem smo pa naknadno, ko sta se nama rodila še dvojčka, ker smo že iskali zopet nove prostore, smo pa zgradili tukaj gor še en prostor, kamor smo dali še 2 strešna okna. V bistvu v mansardi dodatno dvignili. To pomeni, da ste tu izrezali streho, ne? Da je nastala ta terasa. Kateri so bili največji posegi, ker tukaj ni bilo najbrž teh komunalnih priključkov, ogrevanje? Ogrevamo se na olje, kakor vsa ostala 3 stanovanja, ki so še tukaj noter. Sva pa tudi izgradila kamin na drva. Tukaj? In ta kamin praktično segreje vsa prostora. Takrat, ko res dobro zakurimo, takrat so vsi radiatorji mrtvi. Se pravi, ste v poletnih mesecih pridni in napravljate drva? Ja, smo blizu gozda, tako da tu nimamo problemov. Gospa Nina, vi ste po poklicu učiteljica športne vzgoje, imate pa tudi druge hobije. Ja, kar nekaj jih je. Rada ustvarjam, se pravi predvsem z naravnimi materiali. Kakšno stvar tudi prinesem iz gozda, ali pa iz okolice, naprimer kakšno starino. Izdelujem naravno kozmetiko, vse, kar je povezavi z naravo. Točno to sem želel vprašati, ker gor vam pa visi ogromno zelišč, ki jih sušite. Ja, te zelišča so z namenom tukaj in sicer sem letos imela eno poseben izziv, izkušnjo, zelo fajno, ker se je prijateljica poročila in me je prosila, da ji okrasim poročno dvorano. In sem bila zelo vesela, da me je tudi ta čas doletela. In tako, ker pa je bilo vse, ker je tudi sama zelo povezana z naravo, si zaželela 10 zelišč, tiste zdravilne rožice, da bi tudi krasile njeno dvorano in sem te zelišča tudi nabirala veliko časa prej že, in tudi tako, da so bile suhe in sveže zelišča prisotne v tej dvorani in sem takole sušila jih, kot jih boste videli. Kaj je pa bil največji izziv v tem prostoru, kjer živite? Ker namreč je zelo lepo in okrašeno in je večinoma plod vaših idej in vašega dela.
Ja, hvala lepa. Ja, vse mi je bilo tako izziv, vse mi je bilo super ustvarjati, krasiti, ker da je prostor domač, topel, je potrebno tudi barvito, se pravi barve uskladiti, predvsem naravne tone, jih povezati v eno celoto skupaj, predvsem ta postavitev, tako da je vsega po malem in ne preveč, ne? In da pričara eno tako čarobno vzdušje, s fajno energijo. Imeli ste roko zraven tudi pri kopalnici, Tudi? izbor vsega. Ja, izbor, ja, najprej je bila barva, ne, da bi nekaj v zelenih tonih, vanilija, zelena, ker tudi po feng shuiu tudi malo to me je pritegnilo, da bi malo energetske te stvari uskladili. Je z kopalnico zelo primerna zelena barva ali modra, ne, tako da smo tudi te kombinacije iskali ploščice. Tako in da tudi sama postavitev noter je zidana, boste videli z naravnim lesom, mislim z lesom je potem to super, bolj toplo, ne, pride. Potem vsaka hiša mora imeti kuhinjo in Tako v njej je. preživimo dosti časa, zato mora biti urejena. Iz česa ste izhajali v kuhinji? Ja, ravno tako zopet les, predvsem les, zopet ti naravni izdelki, se pravi domačih obrtnikov, te sploh skodelice, glinine, tako rustikalni stil. Potem so se vam rodili dvojčki in ste jih nastanili v galeriji. Ste takoj vedeli, da bo tam soba? Takoj ne, v začetku je bila tam shramba za predmete, ki jih ne potrebujemo vsak dan. Kasneje pa je bila potreba zaradi velike količine igrač, da najdemo nekje prostor. In to je bil še edini prostor, kjer smo lahko nekaj naredili iz njega. Tako se je potem rodila ideja za igralnico in sedaj je Zala gor, ima svoje hišice, punčke in tako lepo se igra. Koliko oken imate strešnih 23. in kako je vse to čistiti? Težko, ker jih je tako veliko, drugače pa je enostavno, ker se okna lepo odprejo in fiksirajo, tako da je to 1, 2, 3. Gospod Vojko, blagovna znamka Velux je pri Slovencih sinonim za dobro strešno okno. Od kod sploh izvira? Vse skupaj se je začelo leta 1941 z obnovo neke šole na Danskem. Takrat je ustanovitelj skupine Velux, Willem K. Rasmussen, razvil strešno okno, kot ga poznamo danes. Takšno, ki se odpira, dovaja dnevno svetlobo in svež zrak v prostore in je hkrati vodotesno. Tako letos skupina Velux praznuje 75-letnico delovanja in smo prisotni v več kot 40 državah. Smo pa skozi to osredotočenost na svetlobo in svež zrak spreminjali pogled na mansardo skozi vsa ta dolga leta, tako da veliko ljudi danes razume mansardo kot najboljši prostor z najlepšim razgledom in pa obilo svetlobe. Kdaj ste pa prišli v Slovenijo? Ja, podjetje Velux Slovenije je začelo delovati 20 let nazaj. Smo se po začetku srečali z zanimivim izzivom. Strešna okna so bile namreč na slabem glasu. Vendar se je skozi izkušnje uporabnikov, skozi vsa ta leta to popravilo, tako da danes veljajo kot zanesljiv gradbeni element v strehi. Mogoče je premalo poznano dejstvo, da je strešno okno oziroma steklo samo edini gradbeni element, skozi katerega tudi dobivamo sončno toploto. Kar pomeni, ko seštejemo toplotne izgube in toplotne dobitke, skozi steklo dobimo več toplote, kot jo tudi izgubimo. V Sloveniji je ogromno podstrešij, ki niso izkoriščena. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se bo lotil preurejanja? Mansarda danes velja za kakovosten, svetu, razkošen prostor, dom pravzaprav, kamor se uporabniki radi vračamo. Naše delovanje je usmerjeno tako, da uporabnikom svetujemo, pomagamo urediti mansardo v prijeten prostor, jih opozarjamo na tudi morebitne napake, ki bi se lahko zgodile in vse to jim nekako prinaša neko bivalno okolje, kot je tudi tukaj. Tudi ta mansarda je bila urejena s pomočjo naših strokovnih nasvetov. Svetujemo pa na samih objektih ali v našem salonu. Znanje pa črpamo iz vseh teh 75 let izkušenj iz sveta in pa 20 let domačih izkušenj. Še mogoče moja izkušnja, še nikogar nisem nikoli slišal, da bi rekel, da ima stanovanje preveč osvetljeno. Slišal sem pa že večkrat, da je premalo osvetljeno. Tako da nasvet, ko urejate mansardo, razmišljate o njeni svetlobi zavestno, izkoristite vse potenciale, ki jih mansarda izkorišča in pa delate samo enkrat. Šli ste v korak s časom, razvili ste tudi aplikacijo. Kaj sploh počne ta aplikacija? Tako kot oddaja Ambient želi prikazati dobre prostore in s tem investitorjem pokazati tudi dobre rešitve, podobno želimo narediti tudi mi.
Zato smo 4 dobre mansarde s pomočjo sodobne tehnologije preko orodja, ki omogoča vpogled preko računalnika ali mobilne naprave, pokazali tako, da uporabnik lahko si ogleda te prostore v 360-stopinjski tehniki. Za še boljši virtualni sprehod pa so na voljo očala, ki v tridimenzionalni tehniki omogočajo sprehod in pogled po teh mansardah. Aplikacijo lahko dobite na naši strani velux.si. Prepričan sem, da bodo ljudje dobili dobre ideje tam. A lahko preizkusim? Seveda. No, prosim. Tako. Wow. Vse je svetlo. Ja, vas ni tukaj, ne? Zdaj je kuhinja. Kaj pa moram storiti, da dobim taka očala? To je precej enostavno. Greste na našo stran velux.si in jih tam naročite brezplačno. In pridejo na dom. Tako je.